Dobrodošli poslušalci in poslušalke v letu 2024 in dobrodošli v NN podcastu. Najprej vam želim veliko sreče, miru, želim vam, da bi znali postaviti meje in da bi znali spoštovati meje drugih, da bi se vam življenje letos milo in blago dogajalo in da bi vam dalo čim več knjig, predstav, koncertov in poglobljenih člankov in vsebin v medijih. Da bi vam dalo ljudi, s katerimi ste mirni in s katerimi se počutite varno, da bi vam dalo več stika samim sabo in da bi potekalo bolj počasi, kot potekajo meseci in leta zadnje čase. To so moje želje za vse to leto. Zahvaljujem se vam tudi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, da spremljate NN podcast. Krasni gledalci ste in poslušalci. Res fajn je dobivati vaše odzive. Hvala za vaš čas. Ne jemljem ga za samoumevnega, NN ga ne jemlje za samoumevnega in veselje mi je, da ga preživljate tudi s pogovori, ki jih pripravljam. Še enkrat torej srečno leto 2024 in isto želim tudi mojima današnjima gostjama in lep pozdrav tudi vama dvema. Z vama bomo začeli in zakoličili to leto in analizirali stanje v državi in pogledali, kje smo. Dobrodošla, Tanja Starič. Lep pozdrav. Srečno. Ja, voditeljica na televiziji Slovenija, dobra poznavalka politike in njenega zakulisja, tudi soustvarjalka podcasta o politiki Umetnost možnega. In dobrodošla in srečno Petra Sovdat. Živjo, srečno tudi z moje strani. Novinarka in komentatorka časnika Finance, poznavalka gospodarstva, financ in njunega zakulisja. NN podcast s Suzano Lovec. Pa obrnimo na začetku optiko in začnimo takole. Katera vprašanja bi si morali ob začetku tega leta zastaviti? Katera so vprašanja za leto 2024, ki v naši državi potrebujejo odgovore in recimo v politiki in gospodarstvu? Tanja. Ja, začnem. Ja. Vprašanj imamo seveda vsi veliko. Eno je, kaj se sprašujemo državljani, ne pa popolnoma jasno je, da se mi sprašujemo predvsem, kako bomo živeli. Kaj bo z podnebnimi spremembami, torej ali nam grozi še kakšna taka katastrofa, kot se je zgodila lani. Ali bomo še naprej živeli v taki negotovosti in vsa ta vprašanja si zastavljamo mi kot državljani. V politiki pa mislim, da bo osrednje vprašanje leto bo zelo vznemirljivo politično. Mogoče ne toliko v smislu volitev, ki jih napovedujejo, to mislim, da je še vendarle prezgodaj, ampak vendarle, to je svetovno leto volitev, povsod bodo volitve, evropske volitve, cela Evropa bo volila, Amerika bo volila, Rusija bo volila, Indija bo volila, milijarde ljudi bodo šle na volišča in to se tiče tudi nas, ne samo zato, ker smo pač del Evropske unije, ampak zato, ker bo zelo pomembno, kako se bodo te silnice v svetovni politiki pač spreminjale, glede na to, da smo v enem zelo negotovem času, v času vojne, tako rekoč pred vrati, v času, kot rečeno, podnebnih sprememb, ki so zdaj že dejstvo. Tako da politično gledano bomo imeli analitiki veliko dela, ne samo doma, ampak tudi v globalnem smislu. Doma pa seveda bomo gledali na to, ali je Golobova vlada že prišla do dna, ali se bo to drsenje nadaljevalo. Gledali bomo prerivanje na desni sredini, gledali bomo pa tudi to, kaj se bo dogajalo v koaliciji, ker tukaj se tudi napovedujejo očitno neki hudi pretresi. Tako da morda ne bo odločilno leto, morda bo prehodno leto, bo pa zelo vznemirljivo in zelo zanimivo. Jaz bi samo malo nadgradila Tanjo in sicer predvsem so pomembna vprašanja, kako bo politika, ki jo plačujemo za to, da pač usmerja naša življenja, odgovorila na vse te izzive in predvsem to, ali bojo ti odgovori njeni pametni. Ali da ne bojo tako rokohitrski, kot smo jih gledali recimo ne samo zadnji 2 leti, skoraj 2 leti Golobove vlade, ampak tudi prej v odzivu politike na pandemijo. Da bojo premišljeni, ampak se pa bojim, če lahko sam še majčkeno nadaljujem, da je v bistvu te dvojni predvolilni čas, tudi letos smo v predvolilnem času sicer evropskih volitev, naslednje leto pa že v bistvu predvolilnem času parlamentarnih volitev, tudi če bo šlo vse pač po
voznem redu, da to ni dober čas za premišljene politične odgovore na izzive. To je čas populizma, to je čas daril, ki smo jih skratka gledali vsaj zadnja 4 leta in smo videli, da to nas ni pripeljalo v dober položaj. Kaj lahko pričakujejo ljudje, državljani v smislu standarda? V smislu standarda, v gospodarskem smislu bo to še eno zahtevno leto, ne bo ležerno. Že zaradi stvari, ki jih je prej Tanja v uvodu naštela, lahko pričakujemo, da bo dogajanje na gospodarskem področju kar turbulentno. Skratka, vse to politično dogajanje vpliva na vse pore gospodarstva od surovin naprej. In surovine smo videli recimo že od pandemije z zaprtjem trgov in potem tudi čez vojno v Ukrajini so zelo pomemben faktor v tem, kako se gospodarstvo giba. Tu so še trgovinske vojne med velesilami, odziv. Tudi treba omeniti počasen odziv ali počasih ne prav dober odziv Evropske unije, Evropske komisije na dogajanje politično in gospodarsko v svetu. Tako da bo kar zahtevno leto, pa če na to dodamo še ukrepe aktualne slovenske vlade, kot je zategovanje davčne politike, kar v negotovih časih je zelo riskantno, ne samo za končni izplen, pričakovani izplen v proračunu, ampak predvsem za podjetja, ki ne znajo natančno načrtovati svojega poslovanja tudi zaradi tega, ne samo zaradi vseh drugih negotovosti. Sploh pa, da ne omenjam dodatne zbirokratiziranosti, ki je draga in ne prispeva k večji produktivnosti, s čimer imamo velike izzive v Sloveniji, kot je recimo bila ta nepremišljena uvedba štempljanja oziroma evidentiranja delovnega časa, ki ne samo, da je nepremišljena, je tudi škodljiva za produktivnost. Pa da ne govorim vseh rokohitrskih posegov vlade v samo poslovanje družb, recimo če omenim samo poseg v marže trgovcev z naftnimi derivati, kar je sicer za kupce dobrodošlo, ampak to je zelo meritorni poseg politike v poslovanje gospodarskih družb. Skratka, to bo zelo zahtevno leto. Petra je omenila že davčno reformo, ki je napovedana. Ti praviš, Petra, da je praktično nemogoče narediti v 3 mesecih, kot se napoveduje? No, do zdaj sem sicer bolj mislila na spremembe, ki jih je Golobova vlada že opravila, se pravi zmanjšanje naraščanja splošne olajšave za državljane, s čimer bomo imeli že za tega nižje plače. Potem nekateri so zdaj ob spremembi dopolnilnega zavarovanja v obvezni prispevek tudi izgubili en del stimulacije pri plači, recimo če so jim prej delodajalci dopolnilno zavarovanje plačevali. Da ne omenim vseh teh zvišanja davka na dohodke pravnih oseb, pa davk na bilančno vsoto bank, pa tako naprej. Zdaj praktično ne vemo, kaj bo vlada storila na področju davčne reforme. Do zdaj smo videli, da vse tisto, o čemer so sanjali pred volitvami, razen teh stvari, ki sem jih že omenila, niso znali izvesti, recimo nepremičninskega davka in podobno. Tega jaz tudi ne pričakujem, da bo katerakoli vlada mimogrede uvedla. Zakaj? Zato, ker se to gledamo v bistvu že od časa, ko je vlada še vodila LDS. Politiki sami po sebi začunali, kako bi to vplivali na njihovo premoženje. In potem, če ti vidiš, da imaš,
stanovanje, pa še vikend, pa tako in na koncu potegneš črto, pa vidiš, da koliko ti to zmanjša tvoje lastne prihodke, seveda ne glasuješ za tako ukrepa, ne. Pa tudi, ne, Slovenci smo zelo občutljivi, to je eno najbolj občutljivih področij, ne. Namreč, če se spomnim, mislim, da je bila vlada Alenke Bratušek, pri omembi, resni omembi, da bomo šli na nepremičninski davek, se spomnim enega politika, ki je bil takrat član vladne koalicije, ki je rekel, zdaj bo pa vlada padla. In resnično je vlada padla, ne. Zakaj? Zato, ker je v bistvu on nagovarjal pač volilno bazo, ki ima v lasti nepremičnine. Jaz ne vem, kako zdaj je drugače, ne, ker sploh mlajše generacije, ne, to je poseben problem, ne, niso več tako lastniki, ampak starejše generacije, pa so, ne, imajo v lasti te hiše, za ki so se jim odpovedovali in na to so volivci zelo občutljivi, ne, in ko politika pride do te točke, da bi morala odločati, ne odloča. Ne. Pa lahko to, da se v bistvu menjava generacije, da v bistvu Lahko. zamenja tudi optiko? V tem kratkem času ne. Čeprav moram reči, da je finančni minister, ne mislim, da je včeraj v naši Tarči na televiziji Slovenija napovedal, da bo v roku 3 mesecev nepremičninski davek na mizi, oziroma datuma ni povedal, ker zdaj vlada ne govori več o rokih. Skratka, naj bi še bilo. Jaz sem to bolj razumela kot davek na premoženje, Morda. ki ni nujno pač v formi nepremičnin. Ne. Jaz vem, da so se v Gibanju Svoboda že pred volitvami imeli ideje o tem, da bi recimo obdavčili avtomobile glede na njihovo vrednost. A ne. Avtomobili so pa druga največja strast slovenskih potrošnikov. A ne. Tako da, predvsem se mi zdi 3-mesečni rok za pripravo davčne reforme, ki bi mogla biti resna zadeva, a ne, in premišljena in preračunana, ne, zelo prekratek. In ne pričakujem kaj pametnega. Sicer pa o reformah ves čas govorimo, o njih tudi vsakič, ko si tukaj, a ne, razpravljamo, jih omenimo. Seveda nas kot državljane, tako kot si ti začela, ne, svoj prvi odgovor, nas v bistvu najbolj zanima to, ne, kdo bo skrbel za naše starše, stare starše, ko bojo obnemogli. Mislim, beremo na Twitterju včeraj grozljiv zapis, ne, kakšna je slovenska realnost, ko razpada zdravstveni sistem na ta način, da človek, ki umira, pač da se družina nima na koga obrniti, oziroma da si tega človeka umirajočega v bolečinah, v mukah podajajo. In da v bistvu s tem, ko razpada ta sistem, ne, na vseh straneh zdravstveni, razpada tudi človečnost, ki nekako se mi zdi, da vedno znova se Slovenci vračamo k temu, da mogoče nimamo tega, ampak smo pa solidarni, imamo pa to človečnost, povezano skupnost in to tukaj umanjka potem na koncu, ne, z razpadom sistema. Potem se sprašujemo, kakšne bodo naše pokojnine, naše generacije recimo, a ne, in če ne bodo dovolj visoke, kaj naj delamo. Se sprašujemo absolutno, kaj se bo dogajalo z zdravstvom. Tukaj pač nismo dobili odgovora, ne, minister je odšel, dolgo časa je bilo to ministrsko mesto nezasedeno. Kaj se bo tukaj z zdravstvom zgodilo? Kakšno bo naše šolstvo? Kdo bo učil otroke, če bo premalo učiteljev za nekatere predmete? Kakšen bo zeleni prehod? A bo potekal na prav način, na tak način, da bomo zmanjšali ogljični odtis, ampak hkrati tudi, da ne bo povzročilo odpiral novih front. Zdaj začenja že zelo resna debata. Mislim, pred evropskimi volitvami bo to ena ključnih debat. Skratka, Tanja, a bo to leto pri vseh teh stvareh, torej, ki se dotikajo povprečnega volivca, povprečnega državljana, to, kar nas zanima, bomo dobili tukaj odgovore ali bomo morali še počakati? Mislim, zadeve so precej zapletene, ne, ker vrsta vlad, ne, tudi Petra pravi, ne, stvari se vlečejo z mandata v mandat. Mi smo že več kot 10 let v obdobju neprestanih menjav vlad, kalkulacij političnih takih in drugačnih in ves ta čas stojimo na mestu. Ne? To je pač treba povedati ob vsej kritičnosti, ki imamo. Te lahko samo dopolnim, v bistvu ne stojimo na mestu, ne? Mi v bistvu s tem nazadujemo. Ne? No, realno, ja. Ker se pač moramo primerjati z drugimi, a ne, državami, našimi primerljivimi sosedami, gospodarskimi partnericami, ne? In ti pač podatki kažejo, da nas že nekatere, ki jih mi mogoče gledamo že zelo slabšalnih
luči, že dohitevajo in morda nekatere celo že prehitevajo. Ne. In ključni problem je, se absolutno strinjam, ključni problem je, da v bistvu ne najdemo veliko teh nejasnih, pa enotni, pa neenotni, pa mislim, parlamentarna demokracija pomeni, da imamo različna mnenja, to je v izhodišču treba jasno, mislimo različno, ampak nek temeljni konsens doseči, to pa je odgovornost politike, se pravi, ali bo zdravstveni sistem šel v to smer, ali bo šel v drugo smer, kakšno bo davčni sistem, mimo grede, pokojninsko reformo in še nekaj reform vlada bo morala sprejeti zaradi evropskih obveznosti tudi. In to so zelo zapletena vprašanja in tukaj v bistvu ni prostora za to politikanstvo na eni ali na drugi strani ali na tretji strani. V bistvu kot družba se moramo odločiti, ali bomo bolj socialni, ali bomo, šli v drugo smer, v tretjo smer in potem tja peljati reforme. In to je umanjkalo v teh 10 letih in tudi ta vlada tega pač ni dosegla in zato smo spet v tem krogu. Ne moremo pričakovati, ker to so reforme. Reforma pomeni neko postopno, ampak mi niti smeri nimamo. Meni se to zdi največji problem. Če smo prej govorili o tem, da pametne davčne reforme pač ne moremo narediti v 3 mesecih, in tudi ne razumem, zakaj se vlada sploh zavezuje k temu, sploh po tem, ko že 2 leti prelaga svoje lastne napovedane projekte. In po tudi obljubi, ali kako je že bilo, ne bomo več napovedovali. In pol čez 2 dni spet nekaj drugega novega napovejo. Skratka, hotela sem reči, da je pol leta za pokojninsko reformo, za pametno pokojninsko reformo, pri tem, da je junij, rok, to je rok za sredstva iz tega načrta za okrevanje evropskega, za katerega smo že od Janševe vlade vedeli, da bo pač junija 24, pa če pustimo tisti čas 2-letni pandemije, ker mogoče ni bil najboljši čas za pogovore o strukturnih reformah, ampak zdaj smo 2 leti pogovorov zamudili. S tem, da je treba povedati še to, da vlada trenutno nima socialnih partnerjev, ker je ESS, se pravi Ekonomsko-socialni svet, razpadel. In nima v bistvu niti lastnih izhodišče, zdaj jih obljubljajo spet za konec januarja, če se prav spomnim, za pokojninsko reformo. To pomeni, da bi mogla vlada v 5 mesecih spogajati pokojninsko reformo s socialnimi partnerji, ki so običajno na različnih bregovih, jo potrditi v parlamentu in še poslati v Bruselj. Mislim, to je, najmanj zelo preambiciozno. Problem vlade je tudi to. Ampak govorim za pametno reformo. Sej, najlažje napisati, Najlažje pa ne nekaj napisati, lahko v 14 dneh napišeš. Ampak govorim o pametni reformi, ki bo na dolgi rok vsem, ali pa vsaj večini državljanov koristila. Problem, ki ga ima zdaj vlada, na začetku seveda bi bilo to lažje, pa res so prišli politični začetniki, ki pač očitno so naivno se lotili teh stvari, napovedovali z velikimi besedami, ker zagotovo vladi najbolj škodovali ravno te napovedi, za katere smo vsi, ki že dolgo spremljamo te stvari, vedeli, da so pa zelo težko oziroma nerealne. Ampak težko je zdaj, ko ima vlada odprte vse fronte. Ona ima odprte fronte s sindikati. To je zelo, vemo, kaj je bilo s prejšnjo pokojninsko reformo in z referendumi, ko je Pahorjeva vlada padla zaradi reform pokojninske. Se pravi, z delodajalci, z sindikati, z opozicijo, v koaliciji že škriplja. Zdaj pa težko, težko ta hip, da bi vlada imela še toliko te moralne avtoritete, da bi lahko poklicala vse te z lepo besedo deležniki. In še s tem, da se je v bistvu sama odprla te fronte. In tudi politiki vsi vemo, kako je. Ko je nekdo šibak, seveda. Potem seveda tudi si planejo nanj in se začne res pot navzdol, tako da zelo težko bo. In te fronte, ki jih je Tanja omenila, in sindikati in delodajalci, so si jih sami odprli, čisto po nepotrebnem. Ni bilo nobenega
nobene potrebe potem, da so tako štartali na njih. Ne? Ampak zdaj bojo mogli pač to svojo juho pojesti. Ne? Tanja, kako gledaš na zadnje dogajanje s sodniki? Včeraj so pozvali celo k odstopu predsednika vlade in ministrico. Jaz mogoče ne bom toliko z pravnega vidika, torej odločba ustavnega sodišča je jasna, razumljivo je pa tudi, ne, mislim, ker še mimogrede ne prišlo še do evropskega dogovora, ne, ker vemo, da smo imeli zdaj čas COVID, izredne razmere, poplave, skratka, ko je bila ta finančna disciplina države, ne, je ni bilo, ne. Zdaj pa mogoče bo vseeno treba malo bolj paziti, ne. In pač vlada se boji tega, ne, in to po mojem mnenju celo upravičeno, da če bo, ne, ker so ta pogajanja naj bi potekala v celoti, čeprav so sodniki v drugem položaju, ker so funkcionarji. Ampak skratka, bojijo se tega, da če bi pač dali sodnikom to, kar jim seveda tudi pripada, po odločbi ustavnega sodišča bi imeli takoj na ulici vse druge sindikate in na ta neroden način skuša zdaj držati ta pogajanja pod nadzorom, kar bo izredno težko. Ne? To, kar se tiče same vsebine. Kar se tiče pa zapleta, je pa zadeva, mislim, spet, ne, ta nepremišljena napoved, ne, ja, saj vam bomo dali, ne vem, 600 evrov. Mislim, to je bila ena prvih takih v bistvu nerazumljivih napovedi. Mislim, pač to se ne dela, ne. Mislim, če že lahko pač to urediš, ne, zakonsko, ne pa napoveduješ, ne, ker je potem zadeva padla v vodo in zato se je tudi vse zaostrilo, ne. Potem treba pa še tudi videti, da je v bistvu resor pokriva ministrica, ki je iz kvote druge stranke, ne, ki tudi še dalje bolj jasno daje znamenje, da ni najbolj srečna, ne. Mislim, da pač se ima razne ugovore, ne, na Gibanje Svoboda in na samega premierja, tako da jaz mislim, da je zaplet kar velik, ne. Tako politično gledano zelo težko rešljiv. Ja, doseči dogovor z vsemi sindikati v roku 3 mesecev je podobno, ne, kot je Peter govorila o pokojninski reformi, ne, zelo težko. V zadnjih intervjujih premier Golob ves čas poudarja, pozorno sem ga poslušala, da se je v zadnjem letu veliko naučil tudi iz svojih napak. Tanja, se ti zdi, da se je res in kaj? Mislim, torej, jaz mislim, da v bistvu to tudi ena vrste politične taktike, ne, ker imamo različne, ne, imamo politike, ki se nikoli ne zmotijo, ne, jih dobro poznamo v slovenski politiki, ne, so vsega krivi drugi, ne, po možnosti novinarji ali pa tudi vsi drugi. Pa ozadja, pa ospredja, pa skratka vsi drugi so krivi, oni nikoli. Potem imaš pa politike tipa Pahor, ne, ki je pa vedno reče, ki pa je popolnoma obratno deluje, ne, tako da jaz to vidim bolj kot, ne, skratka Pahor vedno reče, jaz nisem popoln, pač tak sem in ljudje ga imajo očitno radi zaradi tega, ne, tako da jaz te njegove izjave bolj razumem v tem kontekstu, kot del politične taktike, ne, ker ali se je res, ne, ali ve, kaj je točno bilo narobe in bo to delal drugače, pa ta hip še ne vemo, ne. V bistvu vemo, ne? Ker če bi se kaj naučil, mislim, da 3. januarja v intervjuju na Svetu, če se ne motim, ne bi napovedoval novega ministra, predloga ministra, ki ga potem naslednji dan ni bilo več, ne? Recimo, ne? Take majhne stvari, ne? Jaz mislim, da je to zelo najeda verodostojnost. Tako. In takih stvari je bilo kar veliko. Preveč. Ne, v zadnjem letu. Mimogrede, mnenje o predlogu za ministrico. Kaj kaže? Kaže na izpraznjen. Kratko klop, ja. Kaže na kratko klop Gibanja Svobode. In da praktično v bistvu, ne najdejo... Če se lahko malo pošalim, ne, je zanimivo, da je to prva kandidatka za ministrico, ki zdaj ne prihaja iz kvote Zorana Jankovića, ki se je v zadnjih mesecih lepo profiliral kot premier v senci. Ne. In na kratko klop, torej Gibanja Svobode. Ja, kadrovske težave, kar je povezano s tem, kar smo govorili prej, ne. Bolj kot ti mislim, problem tega padanja, ne, političnega je, ne, da ti lahko narediš vedno manj, ne. Ne, padaš zato, ker pač ti ne uspe eno, in potem v bistvu pa možnosti za popravni izpiti dalje manj, ne, in ko ti iščeš ministrsko ekipo, mi smo imeli vlado Boruta Pahorja, ki mislim, da je 5 ministrov manjkalo, ne, ko se začne pot navzdol, je to čedalje težje, ne, in zdaj se v tej zadnji ekipi ministrski se pač vidi, ne, da zdaj ali kandidati ne želijo, da skratka stranka se še ni toliko formirala, kar je tudi logično leto in pol, da bi v bistvu imela res dolgo kadrovsko klop in da se pač ljudje ne odločajo za ministrska mesta. Plus, ne, zdaj veliko bilo že pa pač prelitega črnila, da uporabim floskulo,
o razmerah znotraj stranke. Ne? In načinu delovanja ne samo stranke, znotraj koalicije, ampak znotraj stranke same. Ne? In da si verjetno ljudje ne želijo potem Tako. znotraj tega. Ne? Ker glede na volilni rezultat, bi človek mislil, vsi strokovnjaki bojo želeli to vlado. Saj imajo tako večino, da bojo lahko delali, Sej kar morda na želijo. začetku je tako bilo, ne? Zdaj pa vemo, da je tudi kar veliko menjav bilo, pa nekatere so bile čez noč. Se pravi, biti minister zdaj v tej konstelaciji, pa to moram reči, da tudi že nekaj časa. Mislim, biti minister ni neka zelo pomembna in trdna funkcija v tej državi. Ne? Ministri se menjavajo po tekočem traku. Takoj, ko vlada pade v krizo, ne, premijer redno Ampak se žrtvuje tudi na svoje začetku ministre, ne. več stanja ni bilo tako. Ne? Se spomnimo, kako v bistvu so imeli kar težave recimo poiskati finančnega ministra. Absolutno. Recimo, Ne, že se pravi, čisto se to na že, začetku, že ne. pa kar star Ja. problem. Ne? Pač ljudje Ja. tudi nočijo politiko. Enako je pri kandidaturah. Ne? Ja. Zelo, zelo težko dobiš strokovnjaka, ki ima neko kariero, ki se bo temu odpovedal, pa ne zaradi plače. Ne? Točno to. Niso krive preniske plače. Od ugleda do tega, da v bistvu koliko lahko sploh narediš v tem kontekstu ali pa v teh razmerah, kot so zdaj recimo. Ne? In to je kar veliko opozorilo, ne glede na to, katera vlada bo. Ne? Ne? Da mi pametne ljudi, strokovne ljudi, ljudi, ki imajo voljo delati, zgubljamo, ker v politiko pač ne želijo več vstopiti. Odprta vprašanja na polju politike. Kaj, če bo KPK ugotovila, da je premier kršil integriteto? Torej, gre za zadevo Tatjana Bobnar. Ja, Tatjana Bobnar. Ja, to je eno zelo zanimivo vprašanje. Ne? Zdaj, če beremo, recimo, kaj govori Anže Logar, predvsem pa tudi Janša, recimo, ne, skratka opozicija, mislim, da tudi Tonin je že o tem govoril. Opozicija računa, da bo ta efekt, ki se je zgodil v času Janša Janković. Ne? Takrat je bila vlada Janeza Janše in je koalicija razpadla. Janez Janša ni želel odstopiti, čeprav je KPK takrat ugotovila kršitev, vendar mu je razpadla koalicija, ne, in je padla vlada. Ne, in zdaj torej opozicija računa, da se bo to isto zgodilo zdaj. Anže Logar, mislim, da celo izrecno reče v tem zadnjem intervjuju v Sobotni prilogi, da morda Golob sam ne bo odstopil. Nekako vsi pričakujejo, da bo KPK ugotovila, da kršitve so bile. Da pa mu bo razpadla koalicija. Zdaj, Golob ima tukaj večjo nekoliko prednost, ker ima tako zelo veliko poslancev. Se pravi, tudi če mu ena od koalicijskih strank izstopi iz koalicije, to še ne pomeni avtomatično padca vlade. Vendar ne vemo, kaj se dogaja v Gibanju Svoboda. Skratka, on bo mogel zelo paziti. Vemo, da ena poslanka je že odšla oziroma so jo izključili. On bo mogel, po mojem mnenju, zelo paziti na vsak glas. Zdaj govorim o politični matematiki. Ne? Zdaj, kaj pa to pomenilo v javnem mnenju? Ne? To je pa druga stvar. Ne? Načeloma, če bi KPK ugotovi kršitev, to pomeni dejansko potem odstop politika, vendar v naši politični praksi ni tako, ne? Kot vemo. Ne? Ne? Me sprašuješ, kaj jaz mislim? Ja, seveda. Jaz ne pričakujem, da bi ali SD ali Levica bi izstopili po morebitnih ugotovitvah, ker tudi sami pač tehtajo svoje lastne koristi in možnosti ponovne izvolitve. A ne? Prvo to. Drugo, kar se tiče notranjih razmer v Gibanju Svoboda, jaz zdaj že zdaj smo 2024, se pravi, že tam od nek jeseni 22, se pravi, malo po volitvah poslušam, kako so poslanci nezadovoljni z razmerami in z odnosom do njih v poslanski skupini, predvsem pač centrale, stranke. Pač vsi omenjajo predvsem generalno sekretarko Vesno Vuković. Tukaj se ni zgodilo nič, razen da je z izločitvijo Mojce Šetinc Pašek centrala poslala močno sporočilo, kaj se bo pač s takimi poslanci zgodilo. Ne? Ampak jaz ne razumem tega, ne, da poslanci sami ne odprejo poslovnika Državnega zbora, ne, vidijo, da se za formiranje poslanske skupine potrebuje 3 poslance, ne, da s tem ohraniš poslansko plačo, položaje v odborih in tako naprej, ne pa da zgubiš pol plače, tako ker jaz poslušam, da bi se to zgodilo, če bi jih vrgli ven iz poslanske skupine. Tako da
ima v bistvu premier Golob kar srečo, da je izbral take kandidate za poslance, ki tega ne znajo ali pa nočejo storiti, recimo to, in mu to bolj zagotavlja varnost njegovega položaja. Evropske volitve, omenili smo jih danes že parkrat. Vse oči so bile zdaj, kljub temu, da je Logar že pred časom rekel, da ne bo kandidiral, a ne, smo vsi vseeno gledali. Ali bo... Ampak veš, kdo je kriv za to, ne? To je v tvojem podcastu, ja, vem, ne? ja. Ker je Alja Brglez napovedala, da... Ja, Alja Brglez je takrat, mislim, da pri meni rekla, da bi s temi izkušnjami, ki jih ima iz Drnovškovih vlad in tako naprej, nekako svetovala, naj grejo čim prej zdaj v stranko, potem, kar se je spremenilo. Tako nekako, ja. Tako nekako. On je pa zdaj za Delovo sobotno prilogo decidirano še enkrat rekel, da on ne bo kandidiral za poslanca. In da tudi platforma ne bo kandidirala na ta način, če pa prav razumem, pa pušča odprto, da pa nekateri člani oziroma udeleženci platforme pa na listah kandidirajo in to zdaj čakamo, kaj se bo zgodilo. Tako. Ponovno vsi gledamo, se lahko tukaj kaj velikega zgodi, glede na to, da on ne bo, ker on je tisti, ki vleče, on ima ta kapital iz predsedniške kampanje, to večkrat govorimo tukaj v podcastu. Zdaj, če bojo kandidirali drugi, ki niso tako prepoznavni, a lahko to karkoli spremeni? In kakšna je tle zdaj relacija z Janšo? To je zdaj, za tiste, ki spremljamo politiko, ena najbolj zanimivih zgodb, ki se plete, zato ker v bistvu smo precej zabetonirani, ne, v tej politiki, vemo, leva, desna, ne, čeprav prihajajo novi obrazi, kljub temu so karte razdeljene. Ne. Zdaj, kaj se bo zgodilo zato, ker na desni sredini sprememb toliko let ni bilo. Ne. Pač tam je dominacija ene stranke, pač enega izrazitega vodje in tako pač je. A ne. To je že letja, desetletja. Ne. In to je zdaj nek nov moment, ki se lahko zgodi in zato pač vsi gledamo, bolj ali manj pa vsi ugibamo. Ne. Lahko se opiramo pač na to. Zato, ker to je, mislim, eden od analitikov tudi rekel, ne, kaj v resnici bilo, vesta samo dva. Ne. In to dva, ne. Vemo, katera dva, ne. Zdaj, lahko se opiramo na to, kar pač govori Janša in kar govori Logar, ne. Janša je tukaj pač nastopil, predvsej bi rekla, on namreč nikoli ne komentira odnosov v SDS-u, nikoli, ne. In je v bistvu bilo presenetljivo, ker to, kar je pa povedal, ne. Pač kaj se je dogajalo, kaj si on o tem misli in tako, ne. Zdaj, še vedno so veliki dvomi, ne, koliko je bilo tukaj dogovora, ne, in koliko je še vedno tukaj dogovora. Je pa občutek, no, tako iz tega, kar smo doslej slišali, ker to konec koncev tudi ni pomembno, ne. Je pa občutek, da v bistvu ta Logarjev prihod vendarle pomeni precejšnje spremembe. Napoved, ne ta hip, ampak napoved, da se bo začele, kar je konec koncev tudi logično, ne. Po tolikih letih pač bo do nekih sprememb moralo priti, ne. Se pravi, in menjava generacij, v ozadju je cel kup mlajših politikov, ki čaka na svojo priložnost. Nova Slovenija, ne, tam, ne, so že tudi naveličani tega, da v bistvu oni bi radi šli v vlado, ne, se tudi to jasno povejo, ne. In tudi to konstantno prcanje med Janšo in Novo Slovenijo, ne. Tako da neke spremembe bodo, ne, in te evropske volitve bodo prvi znanilec teh sprememb, ne, ampak na tem polju, ne. In to bo zelo zanimivo, ker to bo pa premaknilo celotno politiko, ker doslej je leva sredina zmagovala kar tako, ne. Novi obrazi so zmagovali zato, ker so prišli in so rekli, pač mi glasujemo proti Janši in na državnozborskih, na državnozborskih, ne. In če bo na desni sredini prišlo do spremembe, bo to spremenilo celoten politični prostor. Zdaj, kakšnih zelo hitrih sprememb, kot rečeno, še letos ne bo. Je pa to napoved pač, da se počasi začenjajo dogajati menjave generacij in da bo do sprememb prišlo. Zdaj, Logar je še vedno član SDS-a, povedal je, da ne gre na volitve, je še vedno član poslanske skupine, kljub temu, da smo postavili celo rok, da mora do novega leta, mislim, da povedati, ali dela stranko ali ne. Hkrati pa ne skriva teh ambicij, ne. Celo je v tem intervjuju rekel, da nakazal, da če bi pač bila možnost, da bi kandidiral za predsednika SDS-a. Sam dejstvo pa je, da se Janez Janša ne bo umaknil. Ne. Tako da ja, to je ena najbolj zanimivih političnih, po mojem, procesov, ki se bodo dogajali v tem letu in po mojem mnenju je res dokaz tega, da do sprememb slej ko prej bo prišlo. Kako je v tem času, torej začetek leta 2024, z prepletenostjo politike in gospodarstva, kje smo v primerjavi z preteklostjo?
Kar se tiče personalne prepletenosti, veliko manjša kot pred desetletjem, kar je seveda posledica tega, da je država, da je nekaj podjetij po prejšnji finančni krizi državnih šlo ali v stečaje ali pa so dobile ekonomske lastnike in to je zelo dobro. Ni pa dobro ta povečana prepletenost politike oziroma vpliva politike na gospodarstvo, ki se je predvsem v zdaj lanskem letu dogajala to, kar sem že omenjala, o tem, da je vlada močno posegla v poslovno okolje, s tem, da bi premier prvi kot nekdanji menedžer moral vedeti, da kako pomembno je stabilno poslovno okolje, že v dobrih časih, kaj šele v negotovih časih. To pa je zelo slabo, ne? Kaj pa stanje v energetiki? Kako ocenjuješ? Stanje v energetiki je kar katastrofalno. To smo lahko zelo dobro opazovali poleti 2022. Ne samo zaradi zelo nihajočih cen elektrike, plina, nafte na svetovnih trgih, ki so bile posledica pač napada na Ukrajino, ampak tudi čist pri domači proizvodnji. Spomnite se poleti, že v začetku poletja 2022 smo imeli veliko sušo, in kar je zelo vplivalo na proizvodnjo v hidroelektrarnah, potem je bila še nesreča v premogovniku Velenje, pa remont nuklearke, skratka, vse se je nakopičilo. To je ta proizvodni vidik. Lani smo s tem imeli dosti srečo, ne? Ampak na srečo se pač ne moremo zanašati pri tem, ko govorimo o energetski samozadostnosti. Druga stvar pa je o tem, da vlada s tem, da smo prej v predvolilnem času poslušali, da je najboljše za nas to, da smo dobili poznavalca energetike, ni naredila nič za povečanje samozadostnosti. Govorim o tem, da odlaga recimo referendum o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne. Govorim o tem, da so bile v distribucijski sistem, se pravi v žice, v omrežje, narejene lani samo kozmetična vlaganja, pa s tem, da je jasno, da že več kot desetletje so bila ta vlaganja prenizka. To je rezultiralo v tem, da smo zdaj dobili nov sistem obračunavanja elektrike, ki nas bo znal kar dobro udariti po žepu. Govorim že o tej spremembi, ki se je zgodila s 1. januarjem, da bomo mogli 10% elektrike plačevati dražje, po tržnih cenah, kar je tudi eden od teh sicer populističnih vladnih ukrepov, ki se mi zdi, da ni niti toliko zelo povezana s tem, da bi vlada imela rada svoje ljudi, ampak s tem, da bo lahko pokazala nižjo stopnjo inflacije, s katero se je do decembra zelo težko borila, In drugo je nov sistem omrežnine, ki za podjetja že velja. Mi gospodinjstva pa dobimo z julijem, ko bomo mogli začeti paziti celo to, da ne bomo hkrati imeli vžganega likalnika in pečice, ker nas lahko to udari po žepu. In je tudi blazno zapleten. In je absolutno preveč in marsikomu nerazumljiv. Večini nerazumljiv. Jaz mislim, da ga zelo dobro ne zna pojasniti niti Agencija za energijo, ki bi ga morala pripraviti, pa ga je en inštitut. Jaz sem šla gledati recimo, kaj to pomeni v evropskem kontekstu. 4 države evropske, s tem, da ena od teh ni več članica, pri izračunih na položnicah malo bolj dinamično upoštevajo odjemno moč. In tak sistem, kot ga imamo zdaj mi, imamo samo mi. Noben nima tako zakompliciranega sistema, da ga lastni odjemalci ne bi razumeli. Skratka, to je zelo energetska
odvisnost Slovenije ni nič boljša, kot je bila, ko države ni vodil ne energetik. In to je slabo. S tem, da bi sam še to dodala, ne, da stava na obnovljive vire, in vsa ta enormna sredstva, ki so vložena v obnovljive vire, se mi zdijo pretirana, ne, ker obnovljivi viri so pomoč, ne, za proizvodnjo, ne morejo pa biti del neodvisnosti, zato ker pač niso zanesljivi. Če ni vetra, ni elektrike iz vetrnih elektrarn, če ni sonca, ni dosti elektrike iz panelov, in bi morali tle malo tehtati to učinkovito porabo sredstev. In zdaj ne vem, če lahko še to v kontekstu evropske politike dodam. Evropski politiki so v zadnjih letih zelo veliko stavili na to velike besede o zelenem prehodu, in v dobršni meri tudi so tudi oni bili pri tem zelo rokohitrski, ker pač Evropa ni bila pripravljena sistemsko na tak prehod. Porabili so veliko milijard evrov za te velike svoje floskule. Zdaj pa ne vem, če ste opazili, ker to se je zgodilo tik pred koncem lanskega leta, pred zasedanjem ECOFIN-a, se pravi finančnih ministrov Evropske unije, ki so govorili o novih fiskalnih pravilih za države članice, ki so bile zdaj od pandemije malo zahljane, sta se dobila nemški in francoski finančni minister, in v izjavi po tem srečanju je ta zeleni prehod kar naenkrat izginil. Zdaj, se pravi, dve velesili, največji velesili Evropske unije govorita o digitalizaciji in obrambi, se pravi o varnosti, zelenega prehoda, kar naenkrat ni več. Smo vsi pričakovali, da se bomo leta 2023 več pogovarjali o drugem bloku nuklearke, verjetno, kot smo dejansko se, ker se nismo. Ja, to je malo presenetljivo. Mislim, vsi smo bili nekoliko presenečeni, tudi ker se s tem toliko ne ukvarjamo, nad temi poznimi roki, nad temi datumi, ki res segajo desetletja nazaj, ker doslej je veljala, pa to je tudi bil nek konsens v politiki, da smo se že dogovorili, da pač seveda preobrazba, da pa so to dopolnilni viri, da pa potrebujemo drugi blok. Zdaj je pa eno in drugo. Tako da mislim, da tukaj je tudi bil konsens že pred prihodom te vlade v politiki. Vsaj jaz se ne spomnim, da bi kdo temu zelo nasprotoval, mogoče kakšne zunaj parlamentarne stranke, civilna gibanja, to ja, ampak recimo ti odločevalci pa nekako so se vsi strinjali, da je pač to, in dejansko smo bili vsi presenečeni nad temi nenavadnimi, mislim, da referendum šele leta 27. Že pri omembi referenduma, potem še v tistem zelo neposrečenem nastopu državne sekretarke, Tine Sršen na okrogli mizi, in zelo nejasnimi stališči, kaj vlada res namerava storiti v zvezi z jedrsko energijo. Tiste bloke malo skrb vzbujajoče. Mi smo potem imeli tudi v Odmevih, smo gostili eno celo vrsto gostov, smo sprašali, kaj se je zgodilo. Zdaj, če sem jaz prav razumela to interpretacijo, naj bi bil problem v tem, da imamo tako zakomplicirano zakonodajo, da če bi se držali vseh tistih pravil, ki jih določa zakonodaja, potem bi se vse zamaknilo in da bo vlada zdaj v tej fazi začela pravila spreminjati, zato da bomo lahko zgradili nuklearko pač takrat, ko jo bomo. Tako nekako. Ja, vse ta pravila, to so seveda ta zakomplicirana, dolgotrajna pravila, ki veljajo za umeščanje v prostor. Ni problem samo za jedrsko elektrarno, to je problem tudi pri distribucijskem omrežju, če povem domače, umeščanju drogov in trafopostaje, ki so absolutno predolga, ampak ko bi le poznali koga, ki to zna spremeniti. In to je isti problem je pri pomanjkanju stanovanj. Zdaj govorimo o tem, da bomo uvedli davke, pa ne vem kaj vse živo. Problem, zakaj je premalo stanovanj v Sloveniji, je prostorska politika.
In na to, recimo, ob to je Simon Maljevac streščil, pri svojem vehementnem napovedovanju, oziroma Levica, cela še prej gospod Mesec, v svoji vehementni napovedi 30,000 stanovanj in tako naprej. In potem so ugotovili, da nimajo enega gradbenega dovoljenja, da nimajo enega zemljišča. Mislim, zemljišča imajo, ampak nimajo nobenih papirjev in da bo to trajalo leta in leta, pa se s tem državljani od osamosvojitve soočajo, vsak dan. Sam gospodje niso, kako naj rečem, se niso s tem nikoli srečala. In Zelo smo zakomplicirali to državo. Mislim, da to je en večjih problemov. Mislim, da je eden od bolj izkušenih politikov tudi to napisal pred prihodom te vlade, da mogoče niti ne vejo, koliko, to so novinci, pridejo v politiko, imajo velike ideje, ljudje jim ploskajo, spremembe, in potem trčijo realnost, ki je pa res ni dobra. Mislim, zelo težko je v tej državi nekaj narediti in nekaj premakniti, sploh pa ne tako zelo hitro, kot so si oni predstavljali. Ampak jaz mislim, da po 2 letih bi se intelektualci, za katere se tudi predstavljajo sami sebe, morali nehati izgovarjati na to, da so novinci v politiki. Nenazadnje niso vsi novinci v politiki. Ne vem, Levica, SD, so že kar nekaj mandatov na položajih. Tudi za gospoda Goloba ne moremo reči, da je čist politični naturščik, se je pa vodil. Državni sekretar bil, Ne samo to, da je bil državni sekretar, se je vodil tudi državno podjetje, čeprav je on ga ni smatral za državno podjetje. Tako da, lepo prosim, po 2 letih pa pač treba nehati z izgovori. Ker kmalu smo začeli pogovarjati o naslednjih volitvah državnozborskih in takrat so pravila spremenjena, Tanja? Tako tako je, pravilo je, da v bistvu prvo leto vlada naredi tisto, kar ljudje ne bodo ploskali. Ker tukaj tudi velika dilema, mislim, velik nesporazum. Ljudje rečejo reforma hura, zdaj bom pa prej prišel k zdravniku, pa višjo pokojnino bom imel, mislim, reforma, to ni, to zna boleti. Že tukaj je bil nesporazum, že na začetku, kaj reforma sploh pomeni. No, ampak tisto, kar je pa recimo lahko tudi neprijetno boleče ali pa kontroverzno, vlade naredijo prvo leto. Drugo leto že manj, tretje leto ne več. Zadnje leto je pa itak predvolilno leto. Tako je običajno pravilo v politiki. Tako da vlada bo spomladi imela 2 leti, sej ni še tako zelo veliko časa, ampak vendarle čas se izteka, zelo. Bistveno lažje bi bilo, če bi recimo prišli že z izdelanimi predlogi. Če pa ti prvo leto šele začenjaš spoznavati stvari, potem začenjaš pripravljati stvari, potem je pa že premalo časa za to, da to izpeleš. To bi še dodala, kar nekaj sistemskih sprememb, ki jih vlada potrdi, prihaja iz civilne družbe, predvsem iz različnih gibanj, ki so blizu vladi. Kako bi rekla, vlada v bistvu prepušča vladanje drugim, se pa ne vem, če se dovolj dobro zavedajo, da pa sama prevzema odgovornost za te spremembe, ki jih ne sestavi sama. Kako ti vidiš tukaj, Tanja, to? A je vlada prepustila samo na določenih področjih, tam, kjer je ustreza, da prepusti civilni družbi, verjetno nekatere stvari pa ne spusti iz rok, Zagotovo, Jaz imam celo občutek, nekaj takih predlogov je bilo, ki so prišli iz civilne družbe, da je ta civilna družba v nekaterih primerih zapolnila ta manko operativnosti v samih ministrstvih. Se pravi, to je pa res stvar neke infrastrukture politične in strokovne. Če pride ekipa že z izdelanim mnenjem, ki je lahko, se z njim strinjamo, se ne strinjamo, je kontroverzno, sproži, proteste, ampak pride že z izdelanim mnenjem, lahko zelo hitro ukrepa. Če pa brez tega pride, pa lahko tudi te pobude dejansko zapolnijo praznino. Tega, da v bistvu ekipe se še iščejo in ne delajo tega, kar bi morale, oziroma pač si vzamejo, kako pravi Petra, preveč časa za to, da nekaj konkretnega prenesejo na mizo. Jaz sem bolj v tem smislu videla te pobude civilne družbe, da so v bistvu praznino zapolnile v nekaterih primerih. Jaz imam zadnje mesece malo občutek,
da pač vlada, kako bi rekla, pač odgovorni v vladi, vemo pa, kdo se ima za edinega odgovornega, ne, razen stvari, ki se neposredno dotikajo neke porabe, oziroma ne, drugače bom povedala, da v bistvu se ukvarjajo samo s stvarmi, ki jim lahko njim potencialno prinesejo kakšne koristi, materialne koristi govorim, ki morda ne bojo vidne zelo s prostim očesom. Mislim predvsem na dogajanje okoli popoplavne obnove. V tem kontekstu me tudi malo skrbi imenovanje oziroma kdo bo nadziral, kdo bo izvajal vse to, ker nadzora jaz zdaj ne vidim. Ne. Jaz ne vidim, da bi do zdaj imel jasen nadzor nad doslej porabljenim denarjem. Da bo treba močno gledati pod prste. Tako. In to bo kaj veliko na medijih. Absolutno. Ne. S Se tem, zdi, da je država dala premalo nadzora na... Ja. Ja. Mislim, do zdaj tega ni, ampak vse to recimo če zelo banalno povem, ne, nihče v državi recimo nima zbranega točnih zneskov, koliko so recimo oškodovanci do zdaj že dobili, ne? Ker so pač pomagale različne organizacije, posamezniki, država že nekaj dala, ne? Podjetja in tako naprej, ne? No, tega pregleda ni, ampak to je bil še majhen denar, ne? Zdaj se pa začne sanacija, ne? Za katero v bistvu še dan danes nimamo jasne številke, koliko denarja je za tega potrebnega. Ne? Spomnimo se, govorili smo najprej o 500 milijonih, potem smo čez noč govorili o 2 milijardah, pa je naenkrat naraslo na 10 milijard, na koncu pride uradna številka 3 milijarde, pa reče, ne, vi to ne razumete, a ne, toliko je bila sam škoda, ampak porabili bomo pa zdaj več kot 3-krat več, a ne, za to. Mislim, ne? Po kakih izračunih, ne, nič od tega ne vemo. A ne. Se pravi, me pa kadrovanje okoli te sanacije pa ne navdaja z velikim optimizmom. Ker ta popoplavna obnova, ne, kakorkoli je to bilo grozljivo in je katastrofalno in tragično, bi lahko bil v bistvu nekakšen, ne, zelo ohlapno rečeno, New Deal, ne, za Slovenijo. Lahko bi bila to v bistvu nekaj, kar bi pognalo stvari naprej za naslednjih 50 let. Lahko pa je v bistvu nekaj, kar se izrodi v odtekanje denarja. Ne. Absolutno, na tej ključen nadzor. Drugače lahko, ne, recimo, gradilo se bo, zelo veliko se bo gradilo, ne, ko govorimo o gospodarski rasti. Oni, mislim, da računajo tudi na to, ne, da bodo to zelo velike investicije, ne, da bo pač pognalo tudi gospodarsko rast, tako da načeloma je lahko to nek začetek nekega, ne, ali pa neke stvari, ki so bile zanemarjene leta in leta, tudi ko gre za vodotoke, hudournike, ne, tukaj je možno narediti zelo veliko, tudi ogromno denarja, ne. Potencialno možno, ne? Tako, potencialno možno, ampak vse se skriva v nadzoru, ja. Če ne drugega, imamo veliko omejitev, imamo zakonodajo, ki ne omogoča hitrega posredovanja, imamo kadrovske probleme pri izvajalcih, ne, za kar tudi še nismo poskrbeli, a ne, za pač uvoz nove delovne sile in tako naprej, ampak to so samo tehnične ovire, a ne. Drugo pa je, kam bo denar šel, v katere žepe se bo stekal, kako bo to izvedeno, a ne, kdo bo to nadziral, ne. Jaz res upam, da ne bomo imeli kakšne še večje afere, kot so bili, ne vem, te 6 sanacija bank in tako naprej, a ne. Okay, hvala lepa obema. Mogoče za konec še, ne, ker smo v začetku novega leta, ki je financam prinesla tudi veliko spremembo, za katero je direktor rekel, da nikakor, malo ga parafraziram, ali je to pogreb, dalo se je razbrati, da ne gre za pogreb, ne, ampak za spremembe v toku časa. Skratka, finance ste postale
digital only, Tako. ne izhajate več na papirju. Finance so po 31 letih ukinile tiskano izdajo dnevnika, se pravi, še ohranjamo tiskano petkovo revijo Manager in revijo Moje finance in še kakšne druge posamezne projekte. In smo zelo veseli, zato da smo si to lahko privoščili. To je bila izbira, to ni bila nuja. Zato smo delali več kot 20 let. In smo skratka zelo zadovoljni, da bomo lahko zdaj en del denarja, ki smo ga prej imeli kot strošek s papirjem, za katerega so naši kupci ocenili, da ga ne potrebujejo več v tolikšni meri, kot so ga pred 10-15 leti, vlagali v vsebino. No, sej, mi smo tudi digital only, tako da. Možno preživetje, možno preživetje. Ja. Seveda, ampak to je pač posledica 20-letnega dela na digitalu, pač poslušanja naših kupcev, naših naročnikov. Tako da jaz upam, sem prepričana, da ima Peter Frankl prav, da je to novo rojstvo, da to ni pogreb. Svet se spreminja, ne? Držimo pesti za vse medije v Sloveniji, ne ostanejo. Absolutno. Ja, to je nova doba tudi za, tradicionalne mediji, seveda, ne. Moramo vsi, ne. Morajo vsi iti naprej, korak s časom. Ja, jaz bi predvsem apelirala na druge kolege iz tiskanih medijev, predvsem, ki jih bo to prej ali slej in postalo nuja. Svet medijev se spreminja že vrsto let. Ker se navade tako močno spreminjajo, ker v bistvu ljudje drugače konzumiramo medije, novice, kot smo jih prej. Da morajo več naporov vlagati v digitalizacijo, in monetizacijo predvsem vsebin, kar pomeni pa tudi to, da morajo svojim bralcem ne ponujati generičnih vsebin, takšnih, ki jih lahko vse posod dobiš zastonj, po internetu, ampak morajo delati na dodani vrednosti, se pravi, morajo poslušati kupce in ne samo jim ponujati tisto, kar oni mislijo, da je prav, ali pa mogoče, kako bi rekla, bom kar direktno rekla, en del krize medijev je tudi to, da je v medijih, govorim lokalno predvsem, mogoče malo preveč političnega aktivizma ali pa ideologije, in zelo premalo poslušanja občinstva, misliš? Svojega občinstva, kaj oni potrebujejo. S tem ne govorim, da je treba slediti klike, nasprotno. To, da smo mediji v začetku digitalne poti se zelo na klike obračali, pa to je bila ena od napak, ki smo jih, upam, presegli. Pri nas smo jih zagotovo. Tako da to bi malo apelirala na kolege. Pa jaz, če lahko dodam, mislim, da je ključno, ampak zdaj pa res ključno, da je novinarstvo dobro, da je verodostojno, da v tej poplavi informacij tudi Ki jih je res vedo, ogromno, ja. te informacije pa so preverjene, ljudje vejo, kaj govorijo, ljudje vejo, kaj pišejo, Mislim, bolj kot kdajkoli v zgodovini, se mi zdi, da je to pomembno, da je novinarstvo. Tako, in tukaj absolutno se strinjam z obema in tudi to, kar ti praviš, da upamo, da smo se mediji nekaj na digitalu naučili, da ni samo stremljenje k klikom tisto, kar je pomembno, ampak da v bistvu mora biti cel paket. Ljudje še vedno bodo iskali preverjene informacije in servisne informacije, to, kar je za njih pomembno. Jaz ne vem, če se v cehu tega dosti zavedamo. Mislim, ne vem, sem prepričana, da se ne. In se mi zdi, da sem pričakovala, da bo malo bolj med nami odmevala meritev zaupanja, ki jih je Valicon pred koncem leta opazil, ker tako nizko nismo bili, se mi zdi, še nikoli v zgodovini pri publiki ocenjeni. Mislim, da smo predzadnji, na takšno stopnjo nezaupanja bi se morali zelo zamisliti in predvsem kaj spremeniti. Mislim, da moramo končati, ampak
COVID, ne? Ja. Covidna kriza, ne, je medijem kar precejšno škodo in ravno v smislu zaupanja povzročila. Ne? Pa mislim tudi, da smo kot ceh preveč nasedli na te politične igre. Mislim, kaj pa je za politike lepše kot skregani novinarji, neverodostojni novinarji, ki jim nihče ne zaupa. Ne? Ja, tudi o tem, kar smo se mi danes pogovarjali, ne, pa kaj o tem, kaj novinarji bomo letos gledali. Ne. Več, ne, jaz da bi se bolj kot to, kdo s kom, kje, kdaj, da se ukvarjamo z vsebino, ki pač ki jo proizvedemo za naša občinstva. Ne, ki jo politiki proizvajajo. Tako. In jo jemali v kontekstu, ne samo kot poročilo, kaj kdo dela, ampak malo premišljeno, analizirano, kaj to pomeni za nas, za vse nas, kako bomo živeli vsak dan po teh spremembah. Skratka, čeprav se svet spreminja, čeprav se spreminjajo navade, čeprav smo se mediji še v tem novem digitalnem svetu in spremenjenih navad občinstva ne znajdemo in tudi včasih kot kure bezljamo, malo v to smer, malo v drugo smer, da se moramo tudi mediji v bistvu pogovoriti sami o sebi, o tem, kaj smo in kaj je tisto, kar nam daje kredibilnost, kar je na dolgi rok edino, kar je zares pomembno za občinstvo. Hvala še enkrat obima, da ste bile Hvala za vabilo. Hvala za vabilo. Srečno. Ne? Srečno še enkrat tudi gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Kmalu se spet vidimo naslednji teden, 2 N1 podcasta.